Zdaj moram samo še enkrat preveriti, ali to res ti ali to en iz Romunije? Tisti iz Romunije je zanimivo. Na bančnem izpisku niso znali naslova napisati in so napisali kar Strada 72 Kromberg, kar itak ne obstaja. Tako da, je videti, da niso vedeli to prav. Ni to prav. Kje se da največ prišparati? Ja. S čim pa ogrevaš toplo vodo? Bo Irena povedala. Nima pojma. Ne, to imamo na plin, imamo gretje, ampak imamo pa v tem... Pol ne moreš imeti tako visokega računa za elektriko, kot si misliš, ker največji problem je vedno ogrevanje tople vode in prostorov. In ko si omenil talno gretje, ne imeti električnega talnega gretja. Sam je pa tako lušten zjutraj, veš, mi že ob 4 ustanemo, ne? Obstaja en drugi način, ki je bolj učinkovit, in to so te IR paneli, ki jih montiraš na strop v resnici in oni sevajo, tako kot infrardeča pečka včasih v kupalnicah, oni sevajo in ti se grejejo tudi tla. Termometer lahko nastaviš enako, tako da kadar ti paše, ti se greje, kadar te ni, ti izklopi, v tem primeru res priporočam. Ja, se talno imam tudi bolj za pozimne, sej drugače. Hvala Bogu, sam si rekel, da ti paše. Kaj je 8. črka abecede? Po moje G. Bi mogel se šteti še Veš, da zna reči. Ne morem verjetno. Veš, da zna reči. Nisi ta prav. Frizura. Zdaj, jaz imam tukaj eno idejo. Ja. A bi bil pripravljen, recimo, če dobiš na volitvah, to je zdaj ideja, če dobiš na volitvah 50% ali več, obrit na belin. Takrat sem se tudi dosti časa odločil. Pa bom dal najprej razloge, zakaj mislim, da je, zakaj bom utemeljil najprej svoj odgovor. Dobro, na srečo 50% dobiti ne moreš. Spravi, zdaj bi lahko blefiral po politično, bi rekel, pristanem, ker itak ne morem zgubiti. Spravi, ne morem zmagati 50%. In bi izpadel všečno, krati bi pa obdržal lase. Drugič, če jih pa res dobimo, je pa to nevarno. Brez heca, jaz sem bil v 2 vladah dr. Drnovška, v prvi, ko je moral imeti veliko koalicijo in smo imeli močno opozicijo znotraj, s Podobnikom, in drugo, kjer je bil LDS praktično sam. In verjamete mi, da je bila kvaliteta odločitev v prvi vladi, kjer je bila notranja opozicija bistveno boljša. Človek potrebuje notranjo opozicijo, tudi v vladi, potrebuje različne poglede, če hoče sprejemati kvalitetne odločitve. Tako da v resnici si niti ne želim, da bi bilo možno dobiti teh 50%. In zato, ker si ne želim, in zaradi tega, ker imam ful rad svoje lase, Kaj bi pa zbral, če bi mogel izbirati denar ali pamet? Zmeri pamet, denar lahko zaslužiš kadarkoli. Vse, če bi mislil, da je denar najbolj pomembna stvar, se gotovo ne bi podal v politiko. Če je kdo dokaz tega, da v politiki ni denarja, prosim lepo, in da je drugega več, sem to jaz. Mislim, zdaj 5 let nazaj sem že Pahorja isto to vprašal in odgovor je bil enak, ne, zbereš tisto, česar nimaš, ne. Ne, te razumem, ampak ne padem na te fore, ne. Hipotetično, postaneš premier in si pač premier naslednja 4 leta, ne. Ajde, en škandal bo, ne. En bo zihar. Zdaj, če bi lahko izbiral, kjer ga bi izbral, pa bom dal jaz na izbiro. Zastonj počitnice, spolni škandal, vmešavanje v preiskavo, pijan za volanom, rihtanje službe za razne usluge, pretep v gostilni, z mamo čez mejo. Katerega od teh škandalov bi izbral, če bi pač mogel enega zbrati? Po moje, še najboljše pretep v gostilni. Ta je najbolj tak. Upam, da ne bom na kratkem potegnil. Zakaj si tega upam? Ker vem, da bom imel varnostnike zraven. Bojo že posredovali. Prva stvar, ki jo bomo spreljali v parlamentu, je, da se podpre zakon, ki jo pripravlja 8. marec in zbira podpise, odpravi vseh posledic te vlade. Vprašanje se glasi, a zgledal Game of Thrones? Normalno. Ne, pa še knjigo sem prebral, bistveno prej. In to 2-krat. Vse knjige. Red Wedding je bil tudi v igri. Eden boljših prizorov, ja. Ja, grozno. Tudi knjige. Toliko je bilo teh škodljivih ukrepov, da se jih ne da posamično odpravljati. Ampak jih je treba odpraviti sistemsko. In to je z enim zakonom. In glej zlomka, ljudje se očitno strinjajo. Ker če se ljudje ne bi strinjali, civilna družba ne bi zbirala
in ne bi zbrala toliko podpisov za vložitev tega zakona. Jaz mislim, da je celo dolžnost nas politikov, ali pa tistih, ki smo se podali v politiko, da podpremo ta napor civilne družbe in tak zakon podpremo. Delitev na meji z ograjo. Kaj je s to ograjo? To gre. Jo, itak. To sploh ni dileme. Tako da jaz sem absolutno proti ograji, še bolj pa proti žici. Ta žica je pa sramota. Tole iz Reporterja o konvenciji Gibanja Svoboda 20. marca. Preditev se je sicer začela z glasbeno točko, na oder je stopil Magnifico in zapel belokranjsko pesem Pastirče mlado. Ob tem ga je v zakulisju spremljala protimigrantska ograja, za katero je Golob obljubil, da jo bo po prevzemu vlade podrl. Ta obljuba je bila tudi razlog, da je Magnifico nastopil na volilni konvenciji Gibanja Svoboda. Se pravi, če ne podreš ograje, si Magnifico en koncert dolžen. Če grem jaz spet, mu bo žal. Moja šibka točka je. Moja šibka točka? To je pa vprašanje, ki bi si moji nasprotniki želeli izvedeti. Pa razveste po volitvah naprej. A boš dejansko povedal? Kakšna je šansa, da bosta z Janšo po volitvah ustvarila super koalicijo? Sam vidva, pa ben drug. Prav nobena. Ni te šanse. Te šanse ni. Niti najmanj. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da bi vse tisto, za kar sem šel v politiko, pa verjamte mi, da niti ni to moj življenjski cilj bil, niti ni to nekaj, za kar bi mi ljudje dali mandat. Policijske ure nikoli več. To zagotovo ne. Ampak, če pa slučajno postaneš premier, pa slučajno uvedeš policijsko uro, bom verjeten tudi jaz na dobu. Odstavte me isto sekundo. Bom pa tudi jaz na dobu, ker te bova z žlakom ujela in te bova pobrila. Če uvedeš policijsko uro, pa da bo... To je to. Tam se bova pa... Pa gre power. Ja, tako da to se pa lahko zdaj zmenva.